Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 101. epizoda Apparatusa, v kateri sem govoril z Natašo Štefe, ki je voditeljca in pa novinarka na Valu 202. Naprej začnemo še enkrat, ful hvala vsem, ki ste že podprli Apparatus in pa unim, ki to boste. To lahko naredite tako, da greste na apparatus.si/podpri. Pa še ena ful velika zahvala vsem, ki ste mi poslali kakršen koli mail oziroma tweet oziroma karkoli ob 100. Apparatusu. Ful hvala, tudi tak feedback veliko pomeni, tako da še enkrat Iber hvala. Zdaj pa, evo, Nataša. Zdaj sem začel, sem pritisnil gumb. Prav, dobro zate. Okay. Ja. Prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? To drugače res težko vprašanje, veš? Ja, vem. Res, vem. Tako eno težjih, ne? Ja, zato pa s tem začnemo, veš, da je pol vse lažji. Ampak ne bom odgovarjala, kdo sem in kaj počnem, ampak bom tako malo pogledala po dokumentih, ne? Ja. Ali ne je. Sem Nataša Štefe, voditeljca, radijska novinarka, diplomirana filozofinja, kolesarka, zaspanka, ne vem. Samo, veš, če rečeš v isti sapi, da si diplomirana filozofinja pa kolesarka, a si profi kolesarka? Ne. Samo kolesariš. Se to je lahko čist state of mind, ne? Sam pravim, veš, če poveš v isti sapi, izobrazbo, ne? Ja. Filozofijo nares glih ni džabe, ne? Čak se v isti sapi je bilo tudi, da delam na radiju, ne? Je vse, pa ti pravim, to je vse. Ni džabe, kar dolg traja, preden jo narediš. V bistvu sem 2 leti nazaj diplomirala. Iz česa plače lahko vprašam? Lahko ti povem naslov, to je praktično še vse, kar vem. Ja. Od vprašanj genealogije do zagad psihoanalize Nietzsche, Foucault, Deleuze. Wow, ja. Ok. V bistvu ne vem, kaj si rekla, ampak slišiš se v redu za filozof. Pa prvi stavek je bil Nietzsche, Foucault, Deleuze, začnimo z Badioujem. Ok. Tok še vem. Okay. Evi Bahovec mi gredi. Ok, pa dej, zakaj pa filozofija? Zakaj pa ne? Vse, če smo pri bistvenem vprašanju, kdo si in kaj počneš, ne? Greš študirati pač filozofijo. Okay. Mislim, kaj pa bi lahko drugega študiral? Ne, sem tako, se mi zdi, za filozofijo se odločiti, ko narediš srednjo šolo, ne? Ja. Se meni zdi full big deal. Tudi malo prezgodje. A nada, no? A veš, za tega, ker na srednji šoli imaš mogoče, koliko en let imaš filozofijo ali 2 Ja, pa mogoče. ponovadi imaš i tako uno, kakšne križanke rešuješ zdravo. Pa nič, mislim, ni, ne, to nek resen pouk filozofije na srednji šoli. Zakaj si pa pol ti rekla, Ne vem, v bistvu sem šla tudi na novinarstvo, ampak se mi je zdel tako malo neumen, ne, na te informativne dneve. Pa šla sem na filozofijo in se mi je zdela filozofija veliko bolj tehtna, no. A res? Ja, mislim, tisto novinarstvo, tisto FDV me sploh ni prepričal. Ne vem, pa je bil pa Ole, to je en profesor pač, na filozofiji in je rekel, da je študiral matematiko in filozofijo in da se mu zdi oboje enak težko, ne. Tako da, jaz sem pač rekla, ok, filozofija. Pa res, v bistvu ni mi žal, no. Okay, čeprav sem pač študirala tako dolg, ne, končala 2 leti nazaj, pred 32, ampak, je worth it, no. Mislim, ker to je res, zato, ker v bistvu se v tem svetu malo naučiš v globino hoditi, ne. Malo se naučiš tega vztrajanja pri, recimo, enemu odlomku iz Kantovega iz kritike čistega uma, ki ti ni jasen, ampak ga prebereš 10-krat in si pa res vesel, ker ti je malo bolj jasen, no. Mislim, tako neke kvalitete dobiš, ni na prvo žogo, a veš. In tudi ni tak študij, ne vem, da boš nekaj obkroževal, tukaj so res metri knjig, ne. A veš, mene najbolj, ko se kregam s kakšnim pravnikom, ki mi je razlagal, recimo, lih Kantovem kategoričnem imperativu. In mu jaz samo rečem, kje pa je to napisano in on reče v skripti. Ne pač, ne. Ja, ok. A veš, to neko temeljno znanje, no, o družbi, recimo, človeku. Kaj si pa mislila, da pol lahko počneš? Pojma nisem imela. A nisi, nič nisi? Ne. Veš, kaj to mene fascinira, ne? Kaj jaz vse ostalo, kar si folk zbere, razen res ene par smeri na filofaksu, je tako rečeš, jaz bi pa lahko morda to delal. Ja. Sama veš, to je ta instrumentalizacija, ne? Ti greš študirati nekaj zato, da boš dobil službo. Ne, ti greš nekaj študirati zato, da ti bo, mislim, ker te zanima, ne? No, ampak to je zdaj Čaki, v današnjem svetu je to eksotika, ampak načeloma, ne? Ja. No, v bistvu pa sem pa pač pauzirala že po drugem letu, ne? Ne pauzirala, ja, ponavljala sem nek letnik ali nekaj. In tako pač neka zima je bila, nič nisem počela,
malo sem brala. In pol me je ena prijateljica rekla, ki je končala pravo, da je slišala, da je audicija na radiju, da ti imaš lep glas, pa pejt, ne. Kaj pomeni lep glas? Ne vem. Ne veš? Ne, tudi približne predstave nimam. A pa se ne, Veš, lep glas je, ne vem, Matej Rus, Ivan Lotrič, tudi kakšna ženska, no. Ja. A ti pa kaj pa je, ja, recimo, da ja, ne. Ja. Zakaj pa kolegica to rekla? Ja, verjetno je imela kakšno, ne vem, osnovo, no. Skromnost. Je pa res, ne, in tukaj pač je bil radio nekje v zadju, zato ker sem bila zelo majhna in mi je fotor kupil kasetofon oziroma snemalnik, ko se snemaš na kasete. Ja. In sem brala poročila že tam, ne vem, 12. Ja. Ampak pojjo tako, ampak pa nekaj si rekla, kaj je bila audicija. Ampak to zahecno. To ni zahec, to jaz sem nikoli ne mislila, da je zahec. Te zadeve, no, ki takrat recimo, počneš, niso čista zeba. Mislim, v unem kontekstu so, ampak to že začne neki zidati. Ja, kaže na nekaj. Ja, na neki zidati. Ja. Ampak tako, ker ste rekla, da je bila audicija. Audicija, da čisto prava. Jaz grem na audicijo. Ne, to je bila cela komplikacija. Veš, pa sem jaz, v bistvu vse smo doma skozi poslušali, Val 202, ne? Ampak jaz sem potem mogla ujeti ta obvestila, kjer povejo, ne, kdaj je ta audicija. Ne? Tako da sem takrat res zelo veliko poslušala, ujela ta obvestila. Ja, nič, pa sem se pa prijavila. Kako je to izgledalo? To je bilo zelo zabavno. Kje sem videl samo rešal audicijo? V bistvu je bilo res kar resno, no. Tako je, ne vem, bilo nas je več kot 100. Najprej si prišel v ta velik studio tam v prvem štuku, Ajda Kalante je poslušala, ne. Meni je rekla, da sem malo mejna, ampak da grem lahko še na pisni del, neki sej, ne vem kaj. V glavnem tam si dobil nek odlomk, vse so tudi zdaj potekajo audicije tako, no. Nek odlomk dobiš, ful ti poudarjajo, da ni važen, kako to bereš, ne, a veš, da rabe samo slišati barvo glasu, pa če imaš res kakšno hudo govorno napako. Pa bi pa še pisni del, ker to je bila v bistvu audicija za dnevno informativni program, za poročila, ne. V tistem pisnem delu je bilo pa, ne vem, kakšne novinarske naloge, kako bi intervju delal. V glavnem vem, da sem čist popisala tisti list. In potem nisem bila sprejeta, ne. Nisem bila sprejeta na dnevno informativni program, me pa Darja Groznik, pa še prošnjo sem napisala, no. Tako res hudo. Me pa Darja Groznik potem vzela na Val 202, tako ne 15 je bilo, najcemec je bil zraven, ampak on je mogel pa še srednjo šolo končati, tako da je malo zginil, pa še 3, ki so odpadli. In to je to, no. Sem pa takrat v prošnji napisala, da zanimanjem in razmislekom spremljam svet in vse okrog sebe, ali nekaj tacga, no, kar je pač prepriča. Noč pa priješ pa delaš za nažnarja in to je to, no. In zdaj smo klej, ker smo danes. Dobro, danes že nekaj denarja je, ampak tudi ta ni boh ve kaj. Zdaj sem zaposlena 2 leti. To je 3 leta. Šta pije kafana. Po 13 letih, 12, no, recimo, da je to ful velik uspeh. Škaj me zanima? Ta lep glas pa to, ne? Samo ena stvar. Koliko ti je pol zdaj pač delo na radiju, kakršnokoli? Veš, kar skoli si mogla govoriti. Koliko ti veš, da si jedna predvala? Pri branju, pri čist govorjenju, veš ko? Ali imaš neko oceno, veš, kaj ti res neki cajt, da tam delaš? Ne veš kaj, mislim se tudi, če grem poslušati kakšne stare posnetke, to me najbolj zanima. Imam precej višji glas, ne? Ja. Mislim, se ni skrivnost, kadim, ne? Tudi kdaj, kaj. No, ampak precej višji glas. Ne vem, meni se zdi, da se ti po letih tega etra, ne, da se ti malo usede. Ta nek feeling, da pač stojiš za svojim glasom. No. Komot rataš. Recimo tudi, vmes, ko sem pisala diplomo, sem v bistvu za 7 mesecev opustila službo, ne. Ker filozofija se ne da drugače lotiti, ne. In sem prišla po 7 mesecih in je bilo res samo na prva minuta nekega tremblinga, ne, in potem pa kot da... Na biciklu pa ne veš. Ja, ne vem. Ma razviješ neko, kaj zvem, no. Ne, pa se to neko sigurnost, no. Ja, malo sproščenosti pač pred mikrofonom, no. Ja, veš to, kad ti rečeš malo sproščenost, veš je za nekoga, ki pa bi s tem ali sam začel, ali pa bi se prvič lotil s tem, pa lahko to tako nepremostljiv prepad. A veš, kaj hočem reči? Ja, valjda, ampak mislim, čeprav meni se zdi, se da to marsikaj priučiti, no. A veš, mislim, da sem na te šole ulala, ne vem.
en let najprej Itak, pa Ivan Lotrič, Ajda Kalan, zdaj sem imela tudi Majo Šume, mislim, tako res sem jih že imela. No. Ampak priuči se lahko ti, če ti eden pove, pač, kako govoriti, pa malo telefona, pa prav sedeti, pa vse te stvari, pa mogoče ko z mikrofonom delati prem bližen. Ampak kot si rekla, ta komod, pa da se ti usedeš tam za mikrofon, jaz ne vem, se to da, ne. Ne vem, jaz, ko sem pred mikrofonom, jaz nikoli ne razmišljam o tem, da tam nekdo sedi pa me posluša. Ne. Že tako mi je včasih zoprno na programu, ker ne vem, vse si videl verjetno. To si ko v akvariju, ne. Ti si tam neka živalca noter in oni vsi govorijo, ne veš, o čem govorijo, nič ne slišiš. Tudi ta komunikacija je včasih bolj tako, ne. Prideš ven, rečeš, a ste slišali? Ne, noben ne sliša, ker noben ne posluša na programa itak, ne. Ampak pač jaz, ko sem v studiu, no, mislim, jaz tukaj ne razmišljam, da so zdaj 3 vrsti, ki me poslušajo, ker mi je zdaj le bolj zoparan, kot pa če bi bila, če bi bila v studiu. Ja, zato jaz to klese lahko čisto poistovetam. Mislim, kaj mi je lažje, ki sprašujemo, kaj moramo odgovarjati. Ja, meni je tudi lažje sprašovati. Ja, kaj si ti študiral? Jaz? Ja. Analiza politik in javno pravo. Je bilo vredno? Iskren, ja. Ker polovica je boljši, to je dejstvo. Polovica tam je res, moj bog, ne. To je bilo pa fajn, to stvar je bilo pa fajn. Mislim, dati neka orodja. No, ja, to je... Vse to da tudi filozofija. Ja, pa prvo mislim, da je hujiš, več po mojem. Mislim, več teh orodij odneseš, kar se same materije tiče, pa mogoče si upam reči. Ne vem, ne bova šla to debato. Ja, res naj ne bi. Uporabnega znanja. Mislim, a veš, vse to, ne, neko povzdigovanje tega, kar je uporabno, ne, to je pač danes skoraj zakon. Ne, tako, ne, zdaj, filozofi so marsikaj naredili, kar je zdaj uporabno, a veš, tako, toliko da veš. Ne, jaz hočem tako reči, jaz pravim pri politologiji, ne, zdaj, če že delava battle, ne. Ne, ni battle. Ne, ampak tako, da ne bom izpadal katun, da univerze se morajo prilagoditi trgu dela, da jim res nočem tam sam se, ne? Ja, okay. Nažalost, to je, ja. Ampak bolj to hočem reči, da, veš, pri politologiji, to, ki sem nešto delal, ne, tisto, kar sem tam zvedel, mene na zadnjih cajtama res preseneti, koliko mi prav pride pri razumevanju stvari. No, vidiš, meni isto. Ampak pri konkretnem razumevanju, veš, ko se mi zdi, da pri filozofiji je pa to tako, ti da pa, mislim, širše, veš, ne moreš toliko napeti, ti Kanta ne boš mogla tokrat uporabljati v svojemu šihtu. Veš, kolikrat sem ga že. Čistko malo za popoldne. Še malo Kanta, zakaj pa ne? Ne, mislim, se da. No. Se da. Ja, absolutno. Okay. In tudi, mislim, ne vem, če veš točno, o čem govoriš pri filozofiji. So zelo, zelo egzaktne. Se vem, se zaradi tega. To je res čista analiza, ne? Se strinjam s tem, jaz sem kle ful slab. Jaz sem pravil, že tako pri eni patologiji, ali pa mogoče pri novinarstvu, ti dajo, so pač obaja stvari, ki se trenutno dogajajo, ne? Ampak pa so pa vsi novinari na isto špuro, vidiš, ne? Kar je pa zelo problemno, ker ne znajo z nekega drugega vidika pogledati na stvari. A pa tako, veš to, kar si rekel, to me, sorry, da sem malo vračal, ampak to, kar si rekel, ti da ta orodja, ne? A misliš, da bi pri kakšnemu drugemu faksu lahko isto dobila? Ali ne? Pa ja, a misliš isto kot pri filozofiji? No, ok, ali pa saj podobno. Mislim, vsak faks ti lahko da veliko, če si pač pripravljen vzeti. No, to. Ne? Ja, a veš, zdaj tukaj, ne vem, zelo sem proti temu, da bi faksi funkcionirali na princip srednje šole, ne? A veš, neke izpolnjevanja obveznosti pa prisotnosti, pa ne vem kaj, tega na filozofiji ni bilo, ne. In tudi tukaj smo si bili vsi zelo na jasno, da pač ne da se preverjati znanja, a ne, mislim. Pridemo na izpit, naredimo en joke in damo eno oceno, ne. Zdaj, koliko boš pa ti hotel tega res odnesti, je pa v bistvu tvoja stvar, ne, se boš ti na izgubi, če nisi šel zares brati, pa če si pregolfal, ne. Ja, sem ta teorija deluje, dokler niso začeli talati diplom, a razumeš, vse poprek, ne, a veš. Ker se mi zdi, da saj včasih pri ta starem sistemu smo vsaj pri diplomi smo neki narediti, tako neki smo mogli dati od sebe. Ja, jaz sem vsaj 90 strani. Ne vem, lej, po mojem bo to zelo hude posledice tako čez nekaj časa. No. A, no, da, no. Ja. Meni tudi to ni več smešen. Mislim, tako zdaj, kad gledaš, ker zdaj res tako večina folka vda seminarsko in čao, jaz sem zdaj... Dejansko tudi diploma pa ni nič več, ne? Mislim, ja, neko seminarsko. Ja. Nekaj sme se zdi tako, tudi ta bedni faksi, če so te namer postili 4 leta, čez diplomo si še zmeraj mogel prijeti nekako. Až to, ki je bilo unga checks and balances, da niso sam tvoji ljudje... Pa tudi diploma ni bila kar tako, nekaj napiš, pa bo mentor rekel, ok, ne, sem imela res veliko popravkov. Ja. No ja, tako jaz tudi mislim, da ta balons bo še, to bomo še jokali za starimi časi, po moje. Bomo, ja. A zdaj pa sam nostalgi, ne, sem tako stara. Ampak... Kako si pa star? Jaz sem
83-letnik, se pravi 32 bom. To, kot moja sestra. Jaz sem pa 80-letnik, dober letnik. Okay, no, ne, pa sam, nazaj sem še mal na radio, ker pa prav nekaj drugega zaprašati. Ampak. Jaz mislim, da sem zaradi radia prišla sem. To je samo pretveza. Ne, škaj me sem zanima. Ta tvoj, mislim, to, kar si rekla, prej, da si voditelj za radijska novinarka. Kaj je ta glavna razlika? Pa klej res, pa še jaz mogoče to celo vem, ampak... Bistveno je. Ful nimamo, mislim, to sem jaz v bistvu že ene parkrat izpostavila, res nimamo nekih postavljenih kriterijev ali pa tako mejnikov, kaj sploh radijsko vodenje, veš? Ja. Ne? No, ampak o tem se hočem pogovarjati, zato ker se mi zdi, da je to taka mineštra, ker jaz razumem enega poslušalca, da ne loči med unika bere poročila, unika vod program. Ta del še nekako štekam. Ali pa med špikarjem pa voditeljem. No, se to, ampak kaj bi pa mogli biti ti kriteriji? Ne vem, mislim, to je zdaj, težko je reči tako. Ja, to pa se če iz sebe gledaš, veš. Zato ne vprašam, kaj ti delaš, nekaj ste rekla in voditeljca in radijska novinarka. Mislim, kdaj si voditeljca, kaj počneš, kaj si voditeljca? Ja, voditeljca sem, ko pridem na program in to pomeni, da sem od 10 do 4 na programu. Ne? Zdaj, to pomeni kup enih stvari. Ne? To pomeni branje napovedi, ki jih drugi napišejo in tudi malo jih predelaš, se prilagodiš ali pa programu, ne? Da prepelaš stvar v eter. Druga je, da ne vem, napoveš kakšen komad, da poveš kakšno, kako bi temu rekla, pač neko domislico ali pa nekaj, kar se ti utrne, ne? Ali pa da že en dan prej, ne? Tako 2 uri delaš na tem, kako boš eno stvar povedal, pa je lahko tudi malo v smislu nekega komentiranja. In to je ta problematičnost pri voditelju. Ne? Recimo, da ta meja komentiranja v živo v etru je, ne vem, tukaj po mojem bi se mogli o tem več pogovarjati tudi pri nas v redakciji, no? Da bi sploh videli, kaj zdaj. Recimo, Šalehar je dober voditelj, ne? Ja. Recimo. Okay. Kaj to pomeni, ne? Ja, no, pa kaj to pomeni? Ja, ne vem, da prebija dobre fore, da dobro komunicira s poslušalci, da stvari zapakira na nek svoj oseben način, ne? No, ampak kako je se pravi, da je neka personality v radijskem metru, ne? Tega se pa pri nas, recimo so bili poskusi, no? Da se to nekako spodbuja, ne? Ampak ni pa nekega načrtnega delanja na tem, zato ker se imaš lahko Šaleharja, ne? Ampak ne moreš ga imeti pa cel teden, ker pa ga imaš pa že dosta, veš. Ja. Ne? Lahko imaš pa 5 različnih Šaleharjev, ne? Ampak zdaj pa ne vem, a je dovolj samo lep glas, ne? Ali pa tak prijeten glas, ne? Pa da sam pač bere, da nič nekako ne lovi neko mejo, ne? Veš, ker ti si lahko na neki meji, a je to še okusno ali neokusno, a se to sme povedati ali se ne sme, ne, a lahko daj, ki je zakonom, a veš, mislim, tukaj je ful enih dilem, ne, in zdaj, a imamo raje one voditelje, ki bojo tako v neki zlati sredini znali lepo vse prebrati, nič pokomentirati, nikoli biti zajedljivi, a veš, kaj je zdaj to, ne. Ja, pa kaj pa ti misliš? Ja, jaz mislim, da je treba malo griz, da je treba malo hoditi čez mejo, da je treba malo iskati da je treba malo ljudi tudi spodbuditi k nekemu, pa ne mislim to nekaj tako pridigarsko, veš, spreminjati svet, ampak da, ne vem, nekaj zbrcaš tudi, ne vem, neko stvar poveš drugače, kot jo nekdo še ni slišal, mislim, da ni mi všečno to neko samo, rada imam voditelje, ki mi nekaj dajo, veš. Ampak zakaj, to zdaj, da si par stvari povedala, ki sem te hotel vprašati, pa zdaj moram reformulirati, ampak zakaj misliš, da ni dobro, da je samo unik, ki sam pač drži, a veš, kaj tako, ki ni nič odstopil? Ne vem, vse po drugi strani je pa to čisto moj osebni okus, ne. Lahko je to. A veš, lahko se zmenimo, a veš, sej jaz bi rada sam, da mi nekdo pove, ne, to je boljše, če si preizkušen. Ampak zakaj ti misliš, v nekih okvirih preizkušen? Kaj je ta to oseben okus? Mislim, kaj je informiralo, veš, to, da ti rečeš, meni pa ni všeč, če ni benga, ne, da je eden, ki sam linijo drži. Zato, ker mogoče jaz radio gledam tako, veš, meni je radio v bistvu res en zelo intimen medij, no, ne. Zelo se mi zdi in mi zelo veliko pomeni, če je na drugi strani nekdo, ki me nagovori, ne. A veš, v smislu, da je skoraj nek moj prijatelj ali pa da mi gre na etra, ni važno, ampak da je nekdo tam z mesa in krvi, ne, ki ne samo da bere, ampak da se v bistvu malo me nagovarja, no, se pogovarja z mano, ne. A veš, tako, pač pa mu ne zameram,
če mi pove, da je slabe volje, če mi pove, da je grozen zjutraj stati, če je pač človek, ne. Ker konec koncev mi gre najbolj naenkrat to, da se nekdo dela, da se lahko smeje, pa res ob vsaki uri, ne. Oziroma govori z nasmehom vsaki uri, ker to je čist nenormalno, ne. Mislim, sociopat izpadeš. Tu izpadeš malo sociopat. Mislim, da ne boš ti rekla, to je meni Radio 1. Ne vem, zelo malo poslušam, no. Mislim, jaz... Čeprav zdaj sem malo kričača poslušala, ne. Aha, okay, se res zdaj glih oddaja. Cel album malenke godec. Ja, lej. Tako zanimalo me, kaj bojo, no. No, ampak lej, to sem hotel sam reči, da pač viš pa jaz prijem pri temu, ki jaz pri podcastih non-stop hočem izpostaviti ta avtentičnost, pristnost. Ampak to je težko definirati, veš. Se strinjam, to se strinjam. Ne, rabiš nekoga, ki ima... Veš, to mene zanima. Kako ni bilo? Mislim, na radiju tega ni bilo toliko. Zdaj je tega več, pa je še zmeraj malo. Se ti zdi? Ja. Iskren. Jaz mislim, da unika so po nesreči stopali, vsaj včasih, tako kot sem jaz to doživljal, pa zdaj kleo vzamo RS stran, ki je pa samo to praktično. Ja. A veš, jaz govorim zdaj za nacionalko. Ne. Mislim, Radio Slovenija ima načeloma eno zvezdo, ne? Andrej Karoli, a veš. Ja, okay. On je tudi mene učil, v bistvu, no. Mislim, ne učil, ampak pri njemu sem bila najprej asistentka, veš. In tudi pol je on nehal zjutraj in sem jaz prevzela jutra. Tista zgodba se potem končala, no. Par let nazaj, verjetno res nisem za jutranji program. Čeprav, no. Aha, okay, ne vem, zdaj sem bila v nedeljo zjutraj. Zjutraj je en čar. Vedno, ko si sam s tehnikom, je en čar, ne. To je najboljš. To je najboljš, ne. Ja, se strinjam. Zato jaz se zmeraj furat Google delam, ne rešil. Čeprav jaz prijem za 10 minut. Aha. Jaz vsako sredo, to je najbolj. Pa zdaj ta dole s Marko, en tehnik. Ana Popedano, bendu. Ja, on je tehnik tam in zdaj zadnje, 3 mesece so v bistvu zmeraj on. Ampak vidiš, to je tudi ena komponenta vodenja, ne? Da v bistvu, ko si ti na programu, je neverjetno pomembno, kdo je v režiji. Pa mislim tudi tehnika predvsem, ne? Ja. Ker če tukaj ni nekega ujemanja, ne? Če mu ti rečeš, koliko ima pa ta voda, mislim, a ti ga moram zmeriti, ja ne, a veš, pa pač ne boš niti z nekim veseljem šel noter, ne. To je pa to, veš, klasičen radio. Ampak pri nas imamo res dobre tehnike, no. Se to, ampak veš, to ni povsod tako, ne. Veš, večina radio je to čisto pustila, ne. Kakšni še svojo mizo vozijo, ne. Ja, se pa nas so bili tudi poskusi, no. To je disaster, kar se mene tiče. Kaj pa vem? Ne vem, jaz tudi mislim, da dejansko, a veš, špikerjom pač bi sploh za, recimo, za jutranje programe, veš, bi skoraj rabili producenta. Ja, absolutno. To ni več. Ne, to je pa en vidik problema voditeljstva, ne? Da pač ti večinoma črpaš stvari iz sebe, ne? Ja. Slejko prej se malo utrudiš, strošiš. Ja, to oplajac. A veš, mislim, jaz imam še vedno, malo me je minilno to neko zanesenjaštvo, recimo iz začetnih let, ampak še vedno pa sanjam tako res top tehnik in neka cela ekipa vzunaj, ne, ki skrbi za to, da ti daje material in ti lahko samo mečeš, ne. Ja, pa se pa res sam na to fokusiraš, kako na delivery, vse to je. To je pa... Še to, veš, pa še glasbeni urednik top, ne, ti dovoli vse tako. Ampak ta vloga tega producenta, se mi zdi, da pa jaz sem to zmerno mislil, veš, kaj filme gledaš, kaj je producer, kaj on počne, to je ves un... Ja, mislim, v tujini, ne vem, tudi pri dokumentarcih, vsi producenti so na nek način oni top novinari, ne. Ja, se to je. Se zaradi ampak veš, glih to, ki se rekla, ta voditeljstvo, se mi zdi, da se pri nas sem kol, mislim, vse to zdaj, da nam preveč grozno, ampak da sem kol ni to, ker zaradi tega, ker se je mogel folk še z vsem ostalim obadati, veš. Ker ni en mogel samo tega piliti. Ja, se zelo strinjam. Jaz grem stavljati tudi Karoli, ki dela, razumeš, si sam zamišljuje stvari, namesto da mogoče imel ene, dva modela, veš, no se zaradi tega, ne. Kar je kar bedno, ne. Pozdravljen še glasbeni urednik, veš, mislim, ne, ful dela. Ker tudi, recimo, jaz sem včasih malo sitna, no, pa me malo mot, ker recimo, ne vem, v ponedeljek sem na programu popoldne, v torek imam kulturnice, v sredo nekaj drugega, veš, pa četrtek letiš kar na neko tiskovko, zato ker si pač dežurni novinar ali pa kaj takega. In se tako malo izpade tako malo vetru, ne vem. A ja, kaj da si? A veš, saz ga pomalo. Ja. Kaj rabimo Nataša? Ja, tako nekako, no. Ja, okej. Okay. Mislim, se večina deluje na ta način, ne? Ampak verjetno bi bilo fino malo bolj profilirati. Ali pa ne vem, jaz sem par mesecev nazaj, sploh nisem imela rednega termina, veš, sem sam filala luknje, ne.
In kaj pa vem, se mi zdi, da je fajn, da imaš ti eno kontinuiteto, pa lej, celo za en let neham malo v etru, pa delam sam kot novinarka. Ne? Ja, valjda. Veš, tako, da malo da dobiš eno rutino, pa oziroma parno rutino. To sem mislil tudi, da kakšno rutino. To je narobe rečem, in pa maile dobivamo od poslušalcev, da kako se rutina reče. Ja, ampak to je iz basketa, en joke, sorry. Lej, vse tvoj radio lahko privatiziraš po mili volji. Tudi jaz sem že v etru rekla, moja mami vse najboljše, pa take fore. A res, dejansko? Edim prav. Pa jaz to ful podpiram. Hvala. Ne, ampak... Vsi pa verjetno imaš še kakšno mami takrat rojsten dan, veš? No, obvezno. In pol tebe je mislila. Ne, jaz lahko dam eno teorijo. To sem te v bistvu na ta način hotel vprašati, da si sama povedala. Tam, ki sem te vprašal, zakaj ti misliš, da je bolj, da je ta avtentičnost, pa da se človeka čuta. Jaz mislim, da je to zdaj v spredje prišlo glih zaradi zdaj pa bom rekel ful površno zaradi neta, ampak ne samo zaradi neta, ampak ta feeling te čist demokratizacije, koliko ljudi lahko sploh kaj da v kakršen koli eter. Jaz pa mislim, da še vsem premalo gojimo to. No. Ne, jaz mislim tudi, da se premalo. Jaz sem pravil, da je pričakovanje tudi na strani poslušalcev se je začel spreminjati. Ker recimo na internetu je zelo malo živega programa. Itak. Ga sploh ni, ne? Oziroma je. Ampak, pridejo te sečke. Ampak hočem ti bolj to reči, ampak folk, odjemalci medijev, kakršnih koli, so zaradi neta, pa tako kot net funkcionira, ki je res taka dvosmerna ulica. Se mi zdi, da bojo bolj začeli ceniti to, kar se mora klezgo. Kaj pa vem, zato ker net je samo neko novo urodje. Ne? Sej Val 202 je bil prvi, ki je recimo imel poslušalce, že ne vem, 30 let nazaj. Poslušalce, žive telefone in zdaj imamo veliko manj teh telefonov, ne? Da bi folk živo povedal, imamo pa prek neta, ne? S čimer zajameš neko drugo publiko, ampak načeloma ostaja pa komunikativen medij, sam dodajajo se urodja. Tudi pri telefonih je bila bolj enosmerna ulica, veš, to je skočeno. Pa pusti zdaj sam radio, jaz govorim čistko, veš, zdaj... Vsak je lahko medij že, no. Ampak ne, pa tudi vsak poslušalc, bralc, karkoli, veš, s katerim koli medijom komunicira, je to veliko lažje. Jaz mislim, da se bo tako, ta plafon se bo dvignil, veš, čistko, ta zeitgeist se bo naredil, ker so ljudje navajeni, da na drugi strani je en človek, ne eden, ki pozdravljeni bere, veš. Jaz mislim, da dojemanje bo drugačen. Ker ti včasih si tako, veš, ker je bilo 5 kanalov, ne, mislim, ni čudno, da je bilo tako, kaj je bilo, da so bili vsi poštrikani, pa meni upal nič reči, veš, pa da je bilo to vse segmentirano. To je res, ne. Čeprav ne vem, jaz lahko govorim za teh 12 let, ne. Se zdi, da, veš. Sej, nič ne rečem. Pa se ti imaš Zegan, to je Val 202. Zegan imam. Ja, razen ne bova. Ampak, če imamo Zegan. Mislim, jaz bi šla tudi malo po drugačni poti, če bi šla še enkrat, bi kar zbrisala kakšno. Ampak lej, recimo, ne. Vse to te kali in kot bi rekel Nietzsche, ne, če te ne ubije, si sam še močnejši. A to je Nietzsche rekel? To je Nietzsche. A ni to nek random kod, ki ga na Facebooku to je nekje na MTV-ju bilo, Zdaj sem videl nekaj, do Alberta Einsteina. Albert Einstein je marsikaj povedal. Najmanj o fiziki. Vse je povedal. Ne, ampak, sorry, tam je res. Mislim, realno gledam, če gledaš Val 202 na krajini slovenskih radijskih medijev. Si navdušen. Je lahko slabša ta še. Ne, sej, zato nisem šla, veš. Ker je bilo vprašanje, kam naj grem, ne. Mene je takrat Leo Oblak klical. Res, jaz sem sedela, da sem v tunelu. Ne slišim, zveza prekinja. Odložim telefon in pošljem message. Sem slišal, da so vas odpustili na Valu 202, ponujam službo, pokličite, Leo Oblak. Ampak lej, ne, so priložnosti, ki jih moraš spustiti. Ki je treba reči ne. Nekako. Ne, zato pa, Bi pa sem še eno stvar, kar se vodenja tiče. Tukaj si rekla, kad 2 ure dan prej razmišljaš, kako boš nekaj povedal. Ali pa ne. Ampak zanima me tako, ker si rekla prej, kad iz sebe izhajaš, pa kad se že malo spojaš, pa učiš iz sebe. Iz kje mislim, a imaš nek sistem, kako si zapisati te ideje? Ker sem mislil, to sem posod porajal, jaz sem tu zdaj začel malo tako, da si kar nekaj... Jaz imam skozi neke blokce, no. Tu je neki, pa tudi na telefon si kdaj kaj napišem. Ampak načeloma pa se mi zdi, da izmostriš lih to neko sposobnost improvizacije, veš.
ne zmanjka ti besed, no? Ker tista tišina, 1, 2, 3 sekunde, tisti je res ubija. Rdeča lučka gori in res nočeš biti tihno. In se nekdaj tudi zakvačkaš, mislim, definitivno. Ampak kako si napišem? Včasih si napišeš vse, včasih si napišeš samo ali ne. Vedno pa probaš prebrati, kako da ne bereš, Absolutno ne. Oziroma, to pomeni? To pomeni, da pripoveduješ, To pomeni, da govoriš. Kot da bi zdaj le tebi govorila, A veš, lahko bi imela vse napisano. Ja. Vsi stari aparatusi so tako narejeni. Čak, zdaj ne mogo imeti ene liste. Ampak ok, vse to, da pripoveduješ. Na nek način se naučiš podajati stvari, Ja, ampak kaj veš, kaj ti rečeš podaja? Mislim, ampak kaj pa, ok, potem tako vprašaš. Prej si rekel, da si tako ne predstavljaš, da te kdorkoli posluša, Mislim, ker si tam notar, ok, vse vemo, Vemo, ja. Jaz sem tako me zanima. Včasih preizkusam, veš, tako, če nasaj 3 poslušate, smo veseli, ko pride res kakšen dan praznik, ki si mislim, danes pa noben ga ni, Ja, da ni živega Boga. Ne vem, ena parkrat sem probala tudi lahko, da pokliče noben ni poklical, tako da verjamem, da včasih res noben ne posluša. Ne, kaj si pa pol predstavljaš kot tvojega poslušalca, poslušalko? A imaš neko sliko v glavi, kdo tebe posluša? Ne valjda, pusvalj veste. Ja, imam, se me pokličejo, Okay. Me pokličejo, se me oglasijo na Facebooku. Kar različni so, Veliko je teh moških, Okay. tudi kakšna ženska, ne vem, se mi zdi kakšni, ki mi je všeč malo neka, pa ne bom rekla nagajivost, ki malo tudi dodaj kaj ciničnega. Različni so, so pa tudi taki, ki me pa dejansko ne morejo slišati, Ja. Kako pa to handlaš zdaj, ko si že toliko cajt? Pa kaj pa vem, jaz rečem, lejte, sej bo malo drug prišel. Mislim, kaj pa, veš, ne vem, se mi zdi lihto najprej, ko smo govorila o neki srednji špori, pa o nekem vodenju, ki recimo malo preizkuša meje, Tist, ki je srednja špura, noben ne bo klical. Niti, ful je dober, niti, res grozen si, spok je se zetra, Tako da gre v zakup, veš, mislim, vzamem na enega, čeprav to razmerje. V glavnem, zanimivo je tudi, ne vem, se mi že zgodilo, veš, tako da si odzuni nekje, pa te potem nekdo po glasu, ne vem, vsi mi prav rečejo, da si mislim, da sem starejša, kar je malo smešno. Pa si to za vse ženske? Jaz mislim, da. Jaz to mislim, da se ne da. Sploh zaradi tega, včasih mi je malo zoprno to uživo, kakšne so pa zdaj pričakovanja, kako pa moram zdaj komunicirati, veš. To je tako, Creepy je. Creepy je, ja. Mislim, meni je ful všeč, meni se to že parkrat zgodilo. Nisi v velike podcaste dela, presežem, to se mi je zgodilo, res. Ampak je, in pa sem tako, jaz sem. Zakaj moram zdaj, ne vem. Ja, ampak meni je ful lepo. Ker meni je drugače, jaz sem zelo drugače sramežljiv človek, kar precej. Pa, mislim, tudi tukaj me še včasih, veš. Mislim, ne vem, Ampak pa to, ko vsega vprašam, še tebe, pa to, ki si sramežljiv, a pa, ki si pa ta prvič v mikrofonu, je bilo vse. Ne, valjda ne. Ne. Čisto prvič sem vles pred mikrofonom, ker sem prebrala ob 9 zvečer, čist prvi nastop v živo, ne tisti, da snimaš. Prebrala sem eno blazno zakomplicirano opravičilo Mihe Šaleharja, zakaj odpade toplovod, ker so se neki bacili na ga spravili in da to je bilo tako 6-7 vrstic. Ja, pa še ta njegova proza. Ta language. Ja. In to sem šla v živo prebrati, to je bil prvi nastop. Tako da. Mislim, meni se zdi prav, da imaš nekaj tega adrenalina, veš. In tudi to pa je zdaj en vidik tega, kakšne bojo posledice tega, vemo, da med novinarji ni lih najvišja življenjska doba, pričakovana življenjska doba. Ta stres na sam fizični ravni, se nekje verjetno spravlja, Se nekje akumulira. Ja, ne vem, že od tega, da se pražge rdeča lučka in moč brati premet, ki je čist narobe napisana, razumeš, Ja. Mislim, ali pa, da ti v zadnji sekundi, super je, super je, veš, dokler gre, Ampak kako si rekla, a ta stres, zakaj misliš, da je ta stres drugačen, če si novinar, oziroma to, kar ti delaš, kot nekakšnemu drugemu poklicu? Ja, A veš, mislim, ne, pa jaz se strinjam, da je. V javnosti, to prenese neko drugo dimenzijo.
A veš? Tu se jaz strinjam. Že ta frekvenca, s katero moraš delati stvari, se mi zdi, da je nekaj, ki ni normalno. Jaz dejansko napišem nekaj v 30 sekundah, a veš, pa greš že. Pa je na pol napisan, pa že na pol govoriš, ne. Mislim, to je res hitiš, ne. Ne vem, ob enih toliko šibaš potisku sil, ne, da boš saj nekaj pojedel, ful na hitro poješ, a veš, ne predstavljam si, da je to nekaj blazno dobrega za telo, a veš, da zmečeš hrano vase, pa hitro še eno kavo. In tako, mislim, ne vem, no, je tak poklic, ne, mislim, tak del pač. Ampak lej, je ful enega užitka tukaj, no, včasih me res kar nos. Sveda ni to najlepše. Je. Veš, to je, če je lepo, je to lepo. Mislim, marsikaj je lepo, ne? Pa zdaj greš na internet. Kak je internet? Poslušaj me do konca, že bi tak si preomenila, ne, to, kar se na netu dela. Ja, zato, ker vi ste se nekako spravili na valo. Ampak le, jaz nisem niti del internetne ekipe, ne. Znam, ok. Govoriš o internetni ekipi. Oziroma meni zna, kako ti vidiš to, kar ti delaš, kar se pač etra tiče, kako ti vidiš, kako je to povezano z netom. Na kakršen koli možen način. Ja, večjih vidikih, ne, pač. Ali tako, da tweetnem, da bo kviz, ali tako, da včasih, čeprav to se bolj redko zgodi, da da kakšen del vodenja gor, ne. Ali se pogovarjam s Štremflom, pa je to že na SoundCloudu, zdaj v nedeljo, ne. Ampak imaš že to zavest, to me bolj zanima, ker meni se zdi, da imaš, pa povej, ne, ampak ti imaš že to zavest, da je to popolnoma relevanten del tega workflowa. Ja, absolutno, ne. Se sem tudi tako, ja, veš, joj, to moramo gordati, ne. Ja. Valjda, ne. Mislim, imaš to zavest, ne? Imam, ja. Mislim, to je big deal, veš, to je... Ja, to se tebi zdi big deal. Ne. Meni se res ne zdi, no. Ja, jaz sem pa že toliko videl zdaj, da se mi to je big deal. Da ljudje, ki niso s tem gor zrastali, tako kot mi dejansko nismo, pa greva se v isto generacijo zdaj, ne. A veš, mislim, jaz sem sicer v osnovni šoli že imel pač net, ne, ampak to še zmeraj ni, jaz nisem... Res? Ja, jaz sem blih konc v osnovni šoli, Erc, forever. Ja, ampak hočem samo reči, da je to, ta zavedanje ful manjka. Ok, ampak lej, to zavedanje potem se zgodi in to je to, ne. A ja, res, to simpel je. Ja, okay, fair enough. Res ne vem, kaj te tukaj tako fascinira, no. Ne, zato ker... Pač zdaj dajemo vse, kar je zanimivega, dajemo na internet. Ja. Ok, end of story, to je to. Ja, ampak Mal je potem še valjda umetnost, kako to zapakiramo, ne? Ne, čak, dej boš pol povedala. Koliko ljudi pa to tam dela? Vsi. Vsi to delajo? Mislim, vsi. Kaj da bom imel? Vsi, cela redakcija ima zavest, da moramo stvari dajati tudi na internet. Ok, zdaj pa izven tega kabala, ki ga imate na valu 202. Kabala. Ja, tako, to mislim, zelo pozitivno. Sekta, ne? Zelo pozitivno to mislim, brez emocije. Kaj pa širše gledano institucije, za katero delaš, ne? Koliko ljudi ima pa to zavest tam? A veš, da sem jaz drugače sindikalistka? Mislim, se ni čuden. Okay. Da sedim tudi na sestankih s Filijem, pa tako. Okay. Ne, jaz sem tako hočel. A morva ne bi jo širše. Ne širše. Hočem ti sam, hotel sem ti navrti, zakaj mene to fascinira. To. Ja, povej. Ni to samo, da se zgodi pa dan del, ker če bi bilo to tako, ne, potem bi morda ta pogovor, ki te jaz vprašam, že širše, bi ti brez težav lahko odgovorila na to vprašanje. Ja, zgoditi se mora en konsens, ne, zgoditi se mora to, da se vsi strinjajo in to je to, in da se končno nekaj dela. Ja, to je nemogoče. Pač. Za eno generacijo ljudi je to nemogoče. Če me vprašaš, je to nemogoče. Se to ne bo zgodilo. Nikoli. Ja, ampak jih kriviš, mislim, se ne moreš. To je tako, kot boš ti rekel, da so današnji faksi boljši. A veš, da te bo en prepričal, da so današnji faksi boljši. Oni so pač odraščali v unih časih, ne. Mislim. Ja, ampak jaz mislim, da to ne reči zgolj. Ja, čeprav veš, jaz tukaj pa ne nad staromodna, ful sem za internet. Ja. Ful se mi zdi, da je top, ampak orodje in še vedno orodje. In ful, res, ful je taka grda beseda, ampak res zelo, zelo sem za vsebino, ne. In se mi zdi, da v poplavi tega internetnega vsega, ne, pa malo zgublja vsebina, no. Pa ne, jaz mislim, da ne, jaz pa mislim, da... Ali pa je tuk preveč, da potem, ja, okay. A veš, ne. Tako da se mi zdi, ful dobro, ful je treba na internet dajati, ampak je pa tudi pomembno, kaj, pa kako se dela, ne. Ja, veš, pa na drugi plati vodenja je una totalno huda postprodukcija, ki pač... Ampak veš, zato pač mene to jezi, ne. Ker potem folk, ki pa dejansko zna delati. Kaj te jezi, povej, kaj te jezi? To, kar si rekla, ki si rekla, da si niso krivi, ki druge generacije. Ne, to najbolj, to me mori v lifeu, ker imaš polno... Problem je sem, če je to tvoj šef, ne.
A veš? Dobro, to je drugo. Jaz to imam pa jaz zegen, recimo, če iz sebe gledam. Jaz to ne reš, pa zdaj mladino, ne? Pa dejansko so šefi, ki vejo, kaj je internet, veš, to je kar bolano. No, vidiš, pa je to že druga redakcija. To je super, jaz sem jaz sem hočem ti tako reči, da to, ki si rekla za vsebino, to se mi zdi pomembno. Toliko enih dobrih stvari, ki jih naredi una generacija, ker interneta niti noče razumeti, niti ga ne razume, ne? Toliko enih dobrih stvari, ki bi se jih dali zapakirati brutalno in dati na internet in bi dvignali malo ta plafon poplave. Zakaj pa ne bi to naredila ta mlajša generacija, ki šteka internet? Vem, ampak zato, ker ene stvari, če pridejo do enega človeka, razumeš, so zmeraj bolj zapakirane. Ker tudi na internetu je važno, ko je zadeva predstavljena. To ni zdaj dosti, da imaš ti enega, ki potem pa sam lima od unga človeka nekaj na net. Ne. To ni dosti. Sej to je treba pač, nekdo, ki se spozna na internet, to zapakira v ta, a veš, tukaj jim lahko gremo nasprot. Je pa tudi res, da kaj tako bo zapakiral, dobi od unga človeka. Ne. A veš, da se dobiti stvari, ki so že zmislili na to narejene, ali pa stvari, ki niso sploh zmislili na to narejene. Ja. Ta del mene je zdaj, recimo. Tudi to, če ti grem toliko nasproti, da rečem, starejša generacija bo delala stvari. Ja, ampak daj mi še kakšno fotko, daj mi še kaj to, a veš, se da, no? Okay. A veš? Se strinjam, pravim, da tega izgovora je zmeraj manj, no? To hoče reči. Od une generacije, res je zmeraj manj tega. Zdaj 2.15 že, benti, a ni? Že 2.15 je, ja, res, a ne gre hitro, no? Ja, zelo hitro in gre. To, kaj smo? Maja smo skoraj. Še malo pa pol leta. Spomnim, kam je šlo tih pol leta. Ja, se točno to. Pa še zdaj je sonce. No, okay. Ne, bože. Okay. Pa še eno stvar, pač tako mal z netom povezan. Pa tabo, pa to, ki ti dejansko... Kaj si na Twitterju pa to, ne? Ja. Kako si pa ti pač ves ta social doživela? A veš, da sem šla jaz na Twitter? Ja, no povej. Ja, takrat, ko sem šla pisati diplomo, ne? 7 mesecev sem bila doma in komunicirala sem svetom prek Twitterja. Ne, pa pusti zdaj, kako se to, zdaj pa pusti, kako se to radija tiče. Ja. Mene tako zanima, ti kot javno lice, Ja, vem, kaj misliš. Veš, kaj sprašujem? Kaj je tebi to, kaj je to zate? No, čas je tudi zoprn. Res, velikrat sem že razmišljala, da bi kaj ali blog ali pa en account odprla pod nekim nicknameom in bi tam res lahko bruhala, kakor mi včas Sam pa si daš na isti nivo, kot te modeli, a veš? Ni nujno, no. Da tudi zelo kvalitetno. Da boš to delala. Ja. Okay. Včasih tudi pomislim, no. A blokiraš ljudi? Ne, edini, ki mene blokira, je Vinko Vasle. Še vedno. Šokantno. Res, jaz ne vem, kak se ne. Edino on. Jaz pa ne. Ne, jaz ne blokiram. Zakaj bi blokirala? Pa zato, ker pa imaš mir, ne? Ok, ne, 3 na Facebooku. Čeprav jaz svojega osebnega akaunta res nisem, ambenga, ne? Na Mladininu, ki ima neprimerno več ljudi, ne? Je pa tako, sem pa 8 akauntov blokiral in je zdaj mir. In je zdaj tako. Ja. 8 ljudi, čisto anonimnih. Ne, to so se z Andrejem pogovarjali, ne. On dejansko skenslil vse politike, pa to, ne. Jaz pa ne vem, meni je to tudi... Rada gledaš to prometno nesrečo. Ja. Nisem prometno nesrečo. A veš, spremljanje politike je pravzaprav spremljanje naše družbe, ne. Tako, pač, ne vem, odseva, to, kar je v politiki, je tudi v medijih, je tudi v šolah, je vse posod, no. Res, tako da se kaj naučiš, ne. Pa še tako, še eno vprašanje glede tega oplajanja, pač ko delaš na programu, pa za te ideje, no, to te bolj mislim vprašati, pa zdaj malo povežemo še z netom to, ne. A veš, a imaš, a dobiš, koliko dobiš pa tudi tako feedbacka čist pač prek Facebooka pa Twitterja, oziroma saj tam, da ideje najdeš, a veš, a tam, da kakšen sajt ga, mislim, da govorim zdaj, da mislim, Wikipedia, ne, jaz sem tako, kaj se dogaja pa to, a ti je to ratal tako del tega procesa? Absolutno, jaz sem skozi prškal in vse te, ne. Tako da tudi prek tega marsikaj izbrskaš, pa tudi, ta odziv je pa super, no, mislim, tudi napišem kaj. Mislim, je fajn, če se odzivajo, tudi navdajo, tudi to delimo, veš, pač, ampak, kaj pa vem, no. Ne, pa sej. To mi je to, a veš, ful je težko govoriti o nečem, kar je itak, zdaj to naša realnost, ne. A veš, pazi, ko sem jaz prišla na radio, smo še na kasete snemali, ne. A veš, ne je bila to naša realnost, ne. In je bilo ful smešno, če te nekdo sprašal, pa kako ti to s temi kasetami, ne. Zdaj imaš pač priješ, imaš odprt Gmail, imaš Facebook, imaš Twitter, imaš še marsikaj drugega, ne. In pač tam vse prebrskaš in konc koncev seveda tudi tam dobivaš ideje, ne.
Pa v časopis, pa ne greš več v knjižnico, samo po ideji. No. Ja, a to se je včasih delalo? Včasih si šel pa, ja, kako pa boš? Ja, sej, pa se vprašam. Ja, si šel v knjižnico, ne? Dajte mi eno knjigo, zanimivo. Mislim, ne, pa si fer. ne vem, meni se zdi, se pa malo pozna, veš, aj človek načitan ali ni, ker to pač, ne vem, tudi vidiš, no, tudi po člankih na internetu, ne, kaž niso, bi bilo fajn, da bi jih zlektorirali, no. To je. A veš, tako da ta pismenost je še vsem pomembna, no. Ne pomeni, da so knjige zdaj brez veze, no, če imamo internet. Ne, pa se, to so pa e-knjige, za božjo voljo. Tudi to, ja. Ja. To so, ko greš potvori, drugače pa. Drugače pa fizične? Drugače tudi fizične, ja. Ja, okay. Oboje, knjige v vseh možnih oblikah. Ni važno, samo da se Ni važen, res. Če bila na skrit papirju, bila pa na skrit papirju. Fair enough. Zdaj gremo pa na ta zadnji sklop, vprašanki. Vem, da se jih veseliš, le že po telefonu. Prvo strojna oprema, kaj uporabljaš, Nataša? A to je računalnik. Je računalnik, telefon, tablica? Ja, računalnik sem pred leti kupila in ne, mislim, skozi sem imela računalnik, ampak sem si kupila prvi laptop, ne, sama, ne, in vem, da takrat sem bila 14 dni na vseh možnih forumih, kakšen procesor, kakšna grafična, kaj zdaj nabaviti, ne. No, na koncu sem kupila Asusa, zato ker pač nisem hodila, da me ubirajo še za znamko in res je bil pocen, pa 6 let nazaj i3 procesor. A ja, tako da še danes dela in dokler bo delo, bo delo. A RAM si dala noter polnomežike? Mislim, da sem enkrat, ja. Ampak lej. Si skoraj zihar, če zdaj normalno delaš, je to skoraj. Super dela, no. Ja. Pa res je bil pocen, ne. Mislim, pocen, a veš. Čak, i3 imaš, pa če imaš normalno, ko imaš pa diska noter? Pa zakaj me to sprašuješ? Ne, zakaj te sprašujem, ne, zato tega, ker ne, si neki lahko par podaljšaš. Kaj si lahko? Je pa res, da je baterija zdaj že šla, no. To itak, to ne moreš zmagati. Ampak a to lahko upam, ne? Ja. Mislim, kaj se ti bolj splača, vse to ti hočem povedati. Ja. Za 100 evrov, ne, recimo, dobiš SSD, 250 gigadisk. A daj ne. Vržeš disk ven. Ne, resno ti govorim, lej. Ja. Pa SSD, i3, pa če imaš recimo saj 4, pa 8 giga rama noter, ne, boš dobila nov računalnik. Tako nov računalnik. Ker če si ga toliko nazaj kupila, SSD-ja nimaš noter, to je fiks. Imaš nek 500 gigadisk trdne. Whatever. SSD je nov računalnik. To je kaj? To so USB ključek, samo na disk. Okay. In ni nobenih premikajočih se delov. Okay. In to ti, ne res, to je tako, to pol pomeni, zdaj se ti vinci. Boš mi pol napisal. Ti bom napisal, ti link poslal. Ja, dej. Ne, res brez zabanci, ja, to res povem. In to tako pošraufaš, daš noter in je no comp. Mislim, no comp. Ne, ker jaz drugač nočem v stvari preveč denarja metati, no. Tako. V to se ti splača, v to pa ravno. Okay. Sploh, če imaš i3, če si bila takrat toliko pametna. Ja, pazi, ne. Sej potem od takrat, ko sem to nabavila, sploh me ne zanimajo več, ne. Ampak se mi zdi, da, to je ta filozofski v bistvu, res, da v bistvu ti lahko katerokoli stvar raziščeš, ne. A veš, in res pač se poglobiš in se naučiš, ne. Če si dovolj radoveden, se v bistvu lahko spoznaš na marsikaj, ne. Ja, se ti pravim, to je bilo celo. Jaz imam tudi i3 doma na desktopu, ne. Ki je tudi stara 5-6 let. No, vidiš, matere. V glavu. Ok, kaj pa telefon? Telefonom pa služben, pa tole imam kaj zelo posebno. Tega namam. Čakaj, to imam od 18 leta, pač številko, ne, zato je nisem skenila, pa imam pa služben telefon. Ki je kaj? Ne vem. Oh, God, Ace2. Veš kaj, zdaj sem pisala, če mi lahko pošljajo kakšnega boljšega, ampak lej. To je zelo slab telefon. Dej reč komu, no. Bom rekel komu, kada bom jaz ful vplival, ampak okej. A vaš tablica kakšna? Imam Kindle. Kjer ga? Ne vem. Tacga, ki ima knjige noter, veš. Ok, tipkovnica ali nima tipkovnica? Ima tipkovnica. Tipkovnica. Ampak tipkovnica ima noter screen touch, ne? A ja, touch, na touch screen. Pa imaš toucha? Ja. A ima lučko, nima lučko? Ja. Lučko ima noter. Pa imaš paper, pa imaš najboljšega. A ne! Aleluja! Če je lučka noter, to najboljši. To pa je najboljši Kindle na svetu. No, ok, mislim, zdaj je že boljši, ampak ta je v redu. Ne, ampak veš kaj pa fura, da jaz pač Kindle sem pa si zelo zaželela, zato ker sem šla na kolesarjenje lani, ne, s kolesom, na katerem imaš pol gor kuhno, kopalnico, vse, ne, šotor. In ni bilo treba ekstra kufra vzeti? Ne. In sem vzela tako 3 knjige in sem jih tehtala, veš, kateri so vse tehtaš, ne, šla sem na Cres, pa ne vem, kolesart. In pol tiste največje uspešnice, ki sem sabo vzela, sem pol talala po kempih, veš, a bi kdo bral, ne. Spomnila, da šit, ne, pa tako ušparala sem jih, veš, ker sem bila 3 tedne.
da ta Kindle bi bil pa lahko fajn. Ja, da ni najslabši stvar. Ja. Pa še baterija zdrži milijon let. Milijon let, to pa res. Če več ne dela, ta stvar več ne dela, ki je pržgan zaslon. Ne, se ti delaš, ne, kaj bereš. Ja, ampak ki je pržgan zaslon, ne rabi energije, rabijo samo, ki zamenjaš stran. Veš, tudi če je pržgan, nič ne kur. To je najboljša stvar tam. Super je, no, mi je všeč. Pa šivalni stroj imamo, sem to omenila. Ne, to kjer ga pa? A to gre pod strojno? Je to strojna, programska, ne? Ne, ampak tudi to sem si izredno želela, zato ker se mi zdi, da je fajn, da človek zna kakšne hlače kdaj skrajšati, ne. Jaz nisem te višine, kot ti, ne. Tako da imam šivalni stroj. A Toyota? Ne, mislim, ali AEG ali nekaj. AEG, ja, to je tudi mislim, firma. Tako, fajn šivalni stroj, no. Okay. Tako da... Odlično. Pa programska oprema? Na tem telefonu. Ja, se zdaj mi je kar malo bedo vprašati. Kaj pa na kompu, ki je isto uporabljaš? Ful bi imela dobre programske opreme, drugače. Veš, kaj uporabljam? Ful sem iskala en dober program, ki bi tako malo urejal ti finance, no. Ti so mene parih problem, ampak mi ni noben potegnil. Nič posebnega nimam programske opreme. Budilko, no. Pa kar cedam prižgano. Ja, to je to. Pa na Windows si, ker imaš Asus ali si, kakšen Linux, nisi Linux. Na Windows. Se to je slabo. Ja. Imaš 7 kosaj. Ja. Ok, no vsaj to. Ja, to mi pa fotor zrihta. Enim prav. Zdaj, če je toliko star, lahko da je bila Vista, ne? Ali pa še kakšni XP na začetku Vista. Ne, se to smo imeli zamenjali. Ja. Ampak pa res, da vedno, ko ga dam fotru za kaj, da formatira, ne, vedno pa neki, mislim, sporočila je zdaj pa baterija šla, veš, ne, zdaj pa to šlo, zdaj už mogla pa to. Pač, to gre tako, ne, ko on nekaj popravi, nekaj pokvara, veš. Tako je eno. Okay. Ne, pa zadnje vprašanje. Okay, ki je vedno isto. Besva že. Ja, to je noro. Ni kako time flies when you're having fun, ko se temu reče. Ja. Ena fizična stvar, ki ni človek, spravi sme biti babica, ki je naredila vtis na tvoje življenje. Lahko jo še imaš, lahko jo nimaš več, ko nekaj, ki misliš, da je bilo zate narejen. Kaj bi to bilo? A veš, na to se pa nisem čisto pripravila, ampak če ne bi preveč razmišljala, bi gotovo rekla kolono. Aha, to generično kolo, imaš kakšen ekstra kolo, mislim? Mislim, koles imam jaz velik, ne. Pol jih je že ukradenih. Ja. Zdaj imam enega, ki sem ga kar tam pustila, ki tudi razmislim, a ga čem sploh zaklepati, a se mi da, ki ga res noben noče ukrasti, ne. Aha, okay. Ta je za po mestu. Pa imam pa enega, ki sem si ga kupila lih za ta kolesarjenje. A veš, to je to potovalno kolesarstvo, ne, imaš torbe od zadnji, gor, tako od spredi, ne. Tako da polka bom enkrat nehala delati radio, bom vzela kolo in kar šla naravnost. Ok, kamor pač se pele. Kamor bo, dokoder bo šlo, ne. Okay, tako da recimo, da koloja. Ok, fair enough. Ali pa torbe za na kolo, ne. No, si to lahko v paketu, že rečeš potovalno kolo. Ampak pazi, torbe so skoraj dražje kot kolo, veš. To tudi verjamem, ja. Zato si pa tehtala knjige. Ja. Sem povezal. Ja, ne, pač 25 kg daš od zadnji, ne. Ne, si to je. To je res... Vse sem tehtala. To je najboljši pitch za Kindle do zdaj. Ja. Vse je, se jaz to vsakič rečem, da greš na dopust, je najboljša stvar ever. Ne, super je bilo. Takrat dobesedno odtehta svojo vredno v glavnem. To je to. Najslabša šala do zdaj. Nataša, ful hvala. Prosim. To je bil 101. aparatus. 202. Ja, to se res deljeno 2, to so se pa že pogovarjali. Noro. Zanimivo si to preračunal. Vse vnaprej razmišljam. Ja. Hvala. Prosim. Tole je bila 101. epizoda Aparatusa. Nataša najdete na Twitterju pod afnatanatasa, jaz sem na Twitterju afnazet, tako da mi lahko tam težite. Sicer pa še enkrat ful hvala vsem, ki ste že podparali Aparatus in pa tistim, ki to še boste naredili. Res vsak evro prav pride, vem, da to vsakič rečem, ampak je to res, da je kičast, tako da ful hvala. Hvala, ker ste poslušali. To je bilo to, do naslednjič. Čau.